Jaz sem res z džungla snemanja, tako da sem majčkeno tired. Ampak ta video moram narediti nujno, ker par dni nazaj je bila premiera Doctor Strange, Multiverse of Madness. Kako je to v slovenščini? Multivesolje norosti. Multivesolje norosti. A je res? Kva? Medtem ko Žan to googla, bom jaz obesla gor plakat, ker sem dobila plakat, oh my god. By the way, na vseh premierah, skoraj vseh premierah, ko greste v Cineplex na premierah, dobite plakat za film, tako da se splača hoditi na premiere. In ta video ni sponzoriral Patafix. Doctor Strange v multivesolju norosti. A res? Doktor Čudni v multisolju norosti. Ta video snemam za vse, ko ste malo confused, kje je Doctor Strange trenutno, ker je zadnji del prišel ven 7 let nazaj. In vmes se v bistvu Doctor Strange se pojavi v večjih filmih. In kje so zdaj Avengersi? Gremo zdaj pogledat, kdo in zakaj je Doctor Strange. Ok, zdaj se poster skoraj ne vidi. Zdaj imam tukaj na monitorju še enkrat ozadje, zato da vemo, o čem se danes pogovarjamo. Kakor je verjetno logično, je prvi film, v katerem nastopa Doctor Strange, je Doctor Strange, brez nekega aftertitla, pač prvi del. In v glavnem zgodba govori o enem talentiranemu, nadarjenemu neurokirurgu, ki je zaljubljen v svojo sodelavko, doktorico Christine Palmer. Nekega dne Doctor Strange pristane v prometni nesreči, kjer v bistvu izgubi svoje roke, se pravi ne more več operirati, ker za pač biti kirurg, rabiš ful mirne roke in on jih nima več. In v bistvu s tem izgubi celotno svojo kariero in kakor sem rekla prej, je bil ful tak aroganten in pač on je imel res vse v življenju, zdaj pa je vse izgubil in to mu totalno uniči življenje. Njemu se svet podreje, on je ful žalosten, zapade v depresijo in s tem odrine tudi Christine. Že predtem nista bila par, pol kasneje pa se še dodatno oddaljita od drugega. In na najnižji točki slišal je za enega tipa, ki je bil paraplegik in je popolnoma ozdravel zaradi nekega čudežnega zdravila, ki naj bi se nahajal v Kamartaj, kjer naj bi ga popolnoma pozdravili. V bistvu on gre na to iskanje za tem zdravilom in pride do tja in tam spozna The Ancient One in tudi Karla Mordo, kar je full weird, da mu je fucking ime Karl. That's just so random. V bistvu, čeprav on pride iskat pomoč, se on še vedno obnaša full arogantno in je to v bistvu celotna lekcija tega filma. Da pač se mora Doctor Strange se mora naučiti razmišljati še o čem drugem, ne samo sebi. In to se mi zdi, da je v bistvu neka tema skozi vse filme o Doctor Strangeu, kar mi je kar awesome. V bistvu, ko mu The Ancient One poskuša razložiti, da tega drugega tipa ni pozdravila neka moderna medicina, ampak pač nekaj drugega, v bistvu on rata še bolj aroganten in šele, ko ga pošle na to, kao v njegov astral form izven njegovega telesa in ga popelje na to neverjetno potovanje po multiversu, šele takrat začne Doctor Strange verjeti, da je vse to res in takrat so v bistvu njegova pot biti Avenger. A je Doctor Strange Avenger? Doctor Strange ni Avenger. A je Avenger, for fuck's sake. Is Doctor Strange an Avenger? Not quite. Tako da sem imela prav, da questionam vse. Gre v ta, da bo postal superhero. Takrat v bistvu spoznal popolno moč tega It's a woman. The Ancient One, kako je to težka beseda, The Ancient. In postane učenec Masters of the Mystic Arts. S tem se nauči uporabljati to magijo, s katero lahko v bistvu ustvarja orožje, ščite in vse ostale stvari out of thin air. Nauči se tudi odpirati portale v paralelne dimenzije, kot je recimo The Mirror Dimension, ki je tudi pol kasneje velik del tega filma. Medtem spozna knjižničarja tam na Kamartaju, ki je Wong, ki je tudi pomemben del tudi v Multiverse of Madness, ampak o tem danes ne bom govorila, ne bom delala spoilerjev za ta film, šele na koncu jih bom par naredila. Doctor Strange je zdaj ful zainteresiran za ta magic in se v bistvu ful poglobi v to, prebere skoraj vse knjige, oziroma ne, ker vse knjige prebere in se res ogromno nauči, ampak ga zanimajo tudi druge stvari, ki niso toliko dobre, pač pa se recimo najde Time Stone, ki je ful pomemben za Doctor Strangea, ker ga je v bistvu pač on skrbi za Time Stone. V bistvu celotna bitka v tem filmu je med Kaeciliusom, ker on uporablja temno magijo in bla 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 bla, nima toliko veze. Pač v vsakem filmu mora biti nek konflikt in tukaj je zaradi tega, ker bi Caecilius rad uporabljal, odpre portal v temno dimenzijo, ker bi rad uporabljal temno magijo. In medtem, ko on to počne, ubije Wonga. Ker Strange najde ta Time Stone, se ga tudi nauči uporabljati, s čimer lahko gre nazaj v cajt in reši Wonga, kar tudi naredi. Kaj v bistvu Caecilius hoče narediti? Caecilius hoče poklicati Dormammu
Dormamuta, ne vem, kako se to sklanja. Hoče, da bi on uničil svet, zemljo, whatever. Namesto, da bi se v bistvu Doctor Strange pogajal z Caeciliusom, gre Doctor Strange direkt Dormamuju, od koder dobimo tisto slavno memeable Dormammu, I've come to bargain. Zaradi tega, ker ima Doctor Strange Time Stone, Dormamujo ujame v time loop, se pravi v zanko, kjer ga vsakič znova vpraša, pač I've come to bargain, oziroma prišel sem se pogajati, ne glede na to, kolikrat ga Dormammu ubije, in s tem pač v bistvu Dormamujo reže ful na kura in sprejme njegove pogoje. Zdaj pa še en twist, a ne? Ni sam ta zgodba, pač pa na koncu ugotovimo, da je tudi The Ancient One uporabljala malo temne magije, da je ostajala toliko mlada, da je ostala živa toliko časa, ker je pač ful stara, kar ni naravno in je to ceno tudi treba plačati. Mordo pol zapusti ta Sanctum Sanctorium, zakaj so toliko težke besede? In Strange ga nadomesti in se namesti v Sanctum Sanctorium v New Yorku in se uči o svoji naslednji lekciji, ki so The Time Stones. To je nekaj na hitro o prvem filmu. Priporočam ogled, ker je res dober. Doctor Strange se pol pojavi tudi v enih drugih filmih, ki nimajo naslova Doctor Strange in Avengersi. Pač pa se pojavi tudi v Thoru Ragnarok, kjer nima sicer neki ful velike vloge, v bistvu je samo cameo. Kakor pač Doctor Strange rad dela, se hoče pogajati s Thorom, zato ker Thor hoče poiskati Odina. Strange skrbi za vse, ko so laka zemlji, kadarkoli nevarnost, in eden od teh je tudi Loki, pa ga pride Thor rešit in mu pove, kje je Odin in blablabla, nima neki ful veze, ampak ja, Doctor Strange se pojavi v Thoru. Naslednji film je Avengers Infinity War, one of the best ones, pač Infinity War pa Endgame sta res. Zdaj, celotno zgodbo o Avengersih bi lahko naredila, I guess, drug video, ne bom zdaj vsega razlagala, kaj je tukaj point. Pride do tega, da je pač Thanos, verjetno, kdo je Thanos, ki pride na zemljo in bi rad uničil pol človeštva in išče vse te kamne oziroma Infinity Stones. In eden izmed teh Infinity Stones je Time Stone, ki ga ima Doctor Strange, zato je Doctor Strange dosti pomemben v tem filmu. Zdaj, čeprav Avengersi v tem filmu zgubijo, se en ful dobro vidimo, koliko je Doctor Strange zrastel od svojega prvega filma, ker je ful močnejši in koliko ima pomembno vlogo vsem. Strange v tem filmu vidi vse izide te bitke in samo v enem vidi, da lahko Avengersi zmagajo. Pomembno za naslednji film je, da točno najdejo ta perfect combination vsega, da bojo lahko zmagali. Eden izmed teh faktorjev, da morajo zmagati, je to, da da dejansko ta Time Stone, kar se mi zdi ful dober, ker je dejansko eden izmed redkih filmov, kjer The Evil na koncu zmaga. Potem pa pridemo do Avengers Endgame, ki je emotional, tako da jaz sem ga gledala 3-krat in vsakič sem se ful jokala. In zaradi tega, ker je ta film zunaj zdaj že nekaj časa, I guess tole ni spoiler free za Avengerse. Nažalost, Strange pride šele na koncu, ampak ima vseeno magli toliko pomembno vlogo, ker Tonyja, se pravi Tony Starka, opozori, da mora Tony umreti, če hočejo oni zmagati. In to je eden izmed njegovih big momentov v tem filmu. In to je ful žalostno. Zdaj, naprej se začne Phase 3 of pač Avengers, Marvel, whatever. Za Doctor Strange začnemo z What If. What If se Doctor Strange pojavi v 4. epizodi v What If Doctor Strange lost his heart, not his hand. Se pravi, govorimo o eni zgodbi, kaj bi se zgodilo, če bi Doctor Strange zgubil svojo ljubezen, ne svojih rok v tisti nesreči. Jaz sem gledala, drugič, je na Disney+, ampak Disney Plusa v Sloveniji še nimamo, mislim, da do 14. junija. Tukaj je pa point, da gre Doctor Strange na podobno potovanje do iskanja tega, da bi postal Master of the Mystic Arts, zaradi tega, ker ima strto srce, ker pač je Christine Palmer umre v prometni nesreči in on gre na potovanje, ker bi rad olajšal to bolečino. Tokrat uporablja moči Time Stona, tako je prej oživel Wonga, si tukaj želi oživiti Christine, kar pa nažalost ne deluje, ker je to za njega kako se reče, to, da Christine umre, je v tej epizodi neizogibno, ker če ona ne umre, on nikoli ne gre na to potovanje, da bi on postal Master of the Mystic Arts. Tako da v bistvu on tega nikoli ne more izničiti. In on gre na potovanje, kjer se nauči o temni magiji in začne v bistvu moriti vse Mystic Beasts okrog sebe, zaradi tega, da lahko usrka njihovo moč, da lahko zbere toliko moči, da bo lahko na koncu rešil Christine, ker to je v bistvu nemogoče. In ne glede na to, kaj on naredi, v bistvu vse okrog sebe uniči. Na eni točki gre do druge različice sebe, ki je dobra in ubije tudi sam sebe in upije svojo lastno moč, s katerim postane vsemogočni Strange Supreme. S tem dobi dost moči, da lahko obrne čas nazaj in
popravi zgodovino in Christine ne umre. Ampak s tem uniči ta svoj critical point, neizogiben point v svojem življenju in se zaradi tega celoten njegov universe sesede samo sebe. In s tem uniči dobesedno vse. In je tudi en tak lesson, kaj bi bilo, če se Strange ne bi naučil biti nesebičen. Zdaj na koncu se en dobi ta lesson, da postane vsaj mal good, spozna, da je naredil narobe in na koncu prizna pač, da si želi, da bi lahko vse popravil, ampak je nemogoče, pač nihče ne more popraviti tega, kar je naredil. Zdaj pridemo do Spider-Man No Way Home, ki je bil noro dober film in ga ful priporočam, da ga gledate, tako da zdaj vam bom spoilala, tako da pejte ga gledati, preden gledate ta video do konca, prosim. Zdaj gremo nazaj k našemu Strangeu, zdaj nima nobene veze s tem, ko je bil v What If. Vem, da je confusing, ampak vse v Marvel je at this point confusing, ker je ful preveč vsega. Res moraš slediti. Spider-Man že na začetku filma prosi Strangea, da bi lahko vsi na svetu pozabili, kdo je on, da pač noben ne bi vedel, kdo je Peter Parker, oziroma da je Peter Parker Spider-Man. In Strange ga sicer proba nekaj opozoriti, da pač to ni najbolj pametno, ampak vseeno naredi to, kar mu on reče. In ko on začne čarati, v bistvu Peter začne ful mu skakati v besedo. Čaki, ne, ona se še naj spomne, pa on se še naj spomne, pa tudi Aunt May bi bilo fajn, če se me še spomne. S tem v bistvu uničita ta rok in gre ful narobe, ker se multiverse ne sesede, ampak pridejo v njegov universe, pridejo zlobneži, ki so tudi v drugih Spider-Manih, ker vemo, da so 3 različni Spider-Mani, se pravi od Tobey Maguire, od Andrewa Garfielda in od Toma Hollanda in vsi 3 pridejo v tem filmu skupaj. Yes, spoilers, če tega niste vedeli. Na koncu pride do tega, da The Green Goblin vse mal zjebe in se multiverse mal začne trgati, kar je kao tkanina, whatever, jaz to tako slabo razlagam, pejte gledati film, prosim. In na koncu se mora Peter žrtvovati, da ga bodo popolnoma vsi pozabili, če hoče to tkanino multiversa nazaj zaščiti. To tudi naredi in pol v bistvu je konc, ker se noben več ne spomne, kdo je Peter Parker, ne sam, da je Peter Parker Spider-Man, se pravi, izgubi vse svoje frende in tudi v bistvu tekom filma izgubi Aunt May, tako da ostane čist sam. Zdaj pa prijemo do Multiverse of Madness, ki je one of the best movies, like Spider-Man je good, marsikdo bo rekel, da je Spider-Man bil boljši, ampak meni je iskreno Doctor Strange mi je boljši, ker mi je pač že lik ljubši, pač Benedict Cumberbatch. Vrnejo se eni stari liki, kaj lahko povem o Multiverse of Madness. Doctor Strange spet ugotovi, da ne sme biti sebičen. Lesson drugim likom. Ja, lesson Scarlet Witch, da ona ne sme biti sebična, da pač mora misliti na druge ljudi. Se mi zdi, da je ful lepo, da je vedno v njegovih filmih je vedno to point. Pač, da moraš gledati tudi na druge, ne samo na sebe. Definitivno priporočam, da gledati film, pa bomo daj drugič naredila review filma, ok? Ja, sem se zdaj odločila. Pa vmes se mi zdi, da je tudi dosti pomembno, da gledate WandaVision. To je zgodba Doctor Strangea do zdaj pa šibajte v kino, ker imate še cajt. Razen, če gledate leta 2025, pol ni več v kino, obviously. Idete v kino, gledajte film. Pejte followajte mene na Instagram, pa followajte še Blitz Slovenija, boste na tekočem z vsemi filmi, pa Cineplex. To je to za tale video, če vam je bil všeč, mu dajte en like, dol spodaj se subscribite na moj kanal, komentirajte tale moči, če ste prišli do konca in kakor vedno, lepo se imejte in Doctor Strangea poglejte. Smooth. Čau.